Ajla, dobrodošla na kanalu Evina Lepodilnica in v novem vlogu, kjer nas čaka ponovno meni najljubše opravilo na svetu in sicer shopping. Tokrat bomo oblačila zamenjale za make-up. Se mi zdi, da že kar nekaj časa nisem naredila make-up shoppinga, tako da se ga res veselim, zato ker z vsako jesenjo in zimo na polico pridejo nove kolekcije in danes evo jih grem pogledat. Jaz tudi ponavadi, ko je poletja konc, te poletne izdelke potisnem malo v kot in pridejo na plano bolj take mat stvari, recimo BB kremo zamenjam za bolj tako neko mat tekočo podlago, kremaste šminkice zamenjam za mat lip gloss, mat šminke in tako naprej. Tako da jaz se res ful veselim, da vidim kaj novega, mogoče kaj lepega tudi kupam, kar v bistvu sploh ne dvomim, da bom. Tako da evo, če te zanima kaj na policah kaj novega, moj make-up haul in mogoče tudi make-up tutorial, pol glej naprej. Sem preverjala odtenke in meni ustreza tale v številki 203. Nebesa. Pa eyelinerje so dobili. S tem se da ustvariti sploh po zimi res hud make-up look. Belega bom sigurno vzela, mogoče tudi rumenega. Shopping opravljen, tole je bilo zelo na hitro, ker sem čisto padla noter. Zdaj greva pa domov, da ti pokažem, kaj sem kupila. Evo mene doma, tukaj pa moj make-up haul, kjer ga bova zdajle razstavljala, da ti pokažem, kaj sem kupila. V bistvu sem se na koncu odločila kar za znamko Rimmel, ker nekaj stvari mi je bilo všeč. Pa še zdajle, kakor si videla, tam so imeli en prav poseben plakat in posebno akcijo, da v bistvu ob nakupu kjerkoli izdelka ti prejmeš 30 točk na kartico DM, ena točka je 1 evro. Ob nakupu na 10 evrov, se pravi 10 ali več, pa prejmeš 300 točk. In to se ti potem pozna pri naslednjem nakupu, kjer prešparaš 3 evre. To je pa v bistvu tako že za recimo en cel lip gloss. Tako da ja, evo, to so vsi izdelki, kar nekaj stvari je, pa dajva zdajle pogledati. Najprej njihova nova tekoča mat podlaga, tole komi čakam, da sprobam, zato ker, kakor sem jo swatchala, deluje res ful obetavna. Za jesen je zelo rada uporabljam mat produkte, tako da ja, res me zanima, kako se bo obnesla. Potem 3 različne lip glosse, tale je rdeč, tale itak moj viola roza, pa še en more biti. Aha, evo ga, v taki nude barvi, včasih tudi meni pa še dati kaj bolj nežnega. Potem seveda ena maskara, bomo tudi sprobali, kako se bo obnesla, tako da na koncu tegale hola sledi kar en make-up tutorial, se mi zdi najbolj logično, da takoj testiramo, kaj je fajn in kaj ni. Potem tole se mi je zdela pa ful huda stvar in sicer barvni eyelinerji, tako da sem v bistvu vzela v taki zlato-rumeni barvi, bel, zelen in tak moder. Za vse novoletne zabave za december bo tole ful prav prišlo in tudi to me zanima, kakšen make-up look mi bo kaj uspelo ustvariti, tako da stay tuned, da uporabim tudi tole. Potem seveda ena paletka v takih čist jesenskih tonih. Takole še zgleda, ko odprem, ali sem jo že swatchala, tako da ni čist taka nova, čista, ampak nima veze, bomo tudi testirali dale na učke in videli, kakšen make-up look se da ustvariti. Potem jasno en korektorček, jaz obožujem korektorje, dam jih na podočnjake, da mi osvetli ta predel, pa še en tak v obliki šminke, ful mi je bil simpatičen. Tole eno paletko Rimmel London od Kate že imam, sicer niso čist taki odtenki, je zelo podobna, ampak mal drugače, tako da sem vzela tudi to za piko na i. Potem imamo dva taka kompaktna pudra za tapkace, da se ne svetiš. Potem imam tukaj en svinčnik za obrvi v taki rjavi barvi. Všeč mi je, ker ima tukaj na koncu krtačko, da lahko počešeš obrvi. Pa eno črno barvico, to črno barvico se nisem mogla odločiti, katero bi vzela, tako da sem vzela kar dve različne, pa bom videla, katera mi je ljubša. Potem je tukaj še ena barvica za obrobati usnice, pa še ena šminkica v taki temnejši rdeči barvi. Ta je tako must have za vse novoletne zabave. Tole pa je zadnja stvar, to pa sem v bistvu dobila ob nakupu. Pri torej blagajni so me prodajalke oziroma prodajalka prijazno pocrkljala in rekla, da ima Rimmel trenutno tako akcijo, da podari tale set čopičev, kar se mi zdi tako res ful lepo in valjda vsak čopič vedno prav pride. Tako da to je to, izdelkov je kar nekaj. Jaz sem zelo vesela novega
make-upa. Zdaj pa sledi evo še make-up tutorial. Tako, jaz sem z obraza odstranila ves make-up, tako da bomo res dale z nule sprobale vse te izdelke. Se ful veselim, ker se mi zdi res eno tako posebno doživetje, ko so vsi izdelki še čist taki sveži kot neke tople žemljice, tako da ja, vedno tak poseben občutek. Začenjamo pa kar z tekočo podlago, to je seveda osnova pri vsakem make-upu, tole je njihova nova prenovljena tekoča podlaga. Lasting Matte, moja je v številki 203 True Beige, imajo pa še 4 različne odtenke, za tiste bolj svetle, kot tiste s temnejšo potjo, tako da v bistvu se za vsako najde ali pa malo pokombiniraš različne odtenke. Meni je predvsem všeč zato, ker je mat, kot sem rekla, jaz v teh jesensko-zimskih dnevih najrajši uporabljam mat podlage, da se ne svetam, pa tudi fajn je imeti nekaj bolj debelejšega na obrazu. Jaz sem dala evo kar na čopič in ja, evo, začnemo. Moj čopič je tak ploščat, ti imam jaz najrajš za nanos tekočih podlag. Odtenek je res v nulo, to je res taka zmaga pri meni, zato ker ponavadi, če mi odtenek ne ustreza, jaz malo pokombiniram, malo iz enega, malo iz drugega, da dobim res tisti, da se zlije z mojim tenom kože. Tale pa, fulaber, zelo, zelo vesela. Tole pa je bilo res eno prijetno presenečenje, puder mi je res všeč, zelo lepo se je zabrisal, zelo lepo sem ga tudi lahko potem kasneje utapkala z gobico. Lepo na koncu spade tak lep finiš, tako da zelo prijetno presenečena. Ful vesela, ker kot sem rekla, novih pudrov sem jaz vedno vesela in dobiti tistega pravega je težko, tako da Evo, nadaljujem pa z obrvmi. Prvič bom testirala tale njihov svinčnik za obrvi. Všeč mi je, ker je na eni strani kar tačka, tako da bom jaz svoje obrvi kar počesala, ker so trenutno na vse strani. Je pa drugače moja številka, nič 2 soft brown. Evo, na drugi strani pa je tako v bistvu svinčnik, ki ga odbijaš, pa da vidimo, kakšne obrvi bodo nastale. Zdaj, moja tehnika je, da najprej začnem obrv oblikovati tukaj na začetku in delam take tanke črtice, čim tanjše, kakor pač obrv, naravna obrv zgleda. Potem pa začnem oblikovati tudi po dolžini in delati to obliko. Razlika med desno in levo stranjo, lepa oblika je nastala, tudi tale svinčnik ni nič tisti, da bi se kaj pacal, se je dalo zelo lepo oblikovati. Za kamero zdajle oblikujem še drugo, potem pa gremo na korektor. Zdaj pa imam 2 različna korektorja, tale je Lasting Finish v številki 100, medtem ko tale pa je takole v obliki šminke. Tukaj pa je odtenek nič 1, tako da rada bi testirala oba, kar pomeni, da bom na eno stran dala tekočega in na drugo stran tegale v obliki šminkice. Mogoče začnem s tekočim. Tam je ful zanimivo, ker ima na koncu tako blazinco, s čimer lahko potem že kar tako malo utapkaš. Medtem ko na drugo stran pa damo tegale drugega. Tale me je ful pozitivno presenetil. Malo sem bila skeptična, preden sem ga vzela, zato ker nima nobenega tazga korektorja. Ne vem, zakaj se jih branim, ampak tale je dejansko ful dober. Lej. Iskreno, ta se je veliko lažje zabrisal kakor ta, tudi končni efekt mi je bolj všeč, zelo pozitivno presenečena na temle, tako da v bistvu se mi zdi smiselno, da ga nanesem kar še sem. Zdaj pa gremo na učke, vzemam tole novo Rimmel paletko v res takih lepih jesenskih tonih in pograbam tole prvo vaniljevo senčko, v bistvu je taka mat, in jo nanesem semle v pregib svoje gube. Zdaj pa bom vzela tole senčko, v bistvu to je taka rjavo, bronasto, mogoče malo roza podtona in grem čez tole senčko, kamor smo ravno kar nanesli tole vaniljevo, da v bistvu naredimo vse skupaj majčkeno bolj globoko. Pograbam novo senčko, tole zraven v bistvu 2 stran od tele vaniljeve in jo nanesem kar po celotni veki. Je v bistvu taka bleščeča, ima vse take bleščice, tako da mislim, da bo naredila zelo lep tak lesketajoč efekt. Da malenko zasmokam tale videz zdajle na učkah, pa vzemam tole zadnjo tako temno rjavo in tole v bistvu na sredini taka bronasto rjavo sivkasta in jo nanesem torej v kotičke veke.
Ful si želim uporabiti enega od eyelinerjev, zdaj pa študiram, a bi črnega, belega, zlatega ali zelenega. Kaj misliš, kjer bi šel najbolj na tale make-up look? Mogoče ali zlat ali pa zelen. Dajmo zelenega za začetek. Zdaj pa bom na zgornje trepalnice nanesla maskaro. Uporabim tole od znamke Rimmel in sicer Wonder Lux Volumen. Pa da vidim, a mi bo volumen res toliko všeč. Mi pa je krtačka. Tako imam zelo rada tanjše, da ti ne spopa že od štarta vseh trepalnic. V kotiček zgornje veke, se pravi sem gor, pa bom dodala še tole vaniljevo šimrasto senčko, da v bistvu odprem celoten pogled. Zdaj pa me čaka najtežja naloga in sicer zbrati odtenek šminke. Imam tazga v bistvu roza nude, potem imam mojo najljubšo klasiko viola roza in rdeč. Zdaj k temu looku, malo močnejši na očkah, bi šla najbolj tale, ampak vsem sta te dve barve tukaj lepi. What should I do? Pa ne pa mogoče kar 100, se mi zdi, da bo najlepši spadal. Pink Blink se imenuje v številki 200. Lepa. Lepa, ful taka nežna, zelo girly. Pa ful lepo diši, kot po nekih jagodah. Sam nekaj bom naredila s tem lip linerjem, bom malenkost obrobila ustnice, tako da izpade bolj ta ombre efekt. Zdaj pa čisto res še zadnja stvar. Vzemam še tale mat puder, še to bi rada probala in en tak košat čopič, da v bistvu naredim vse skupaj še bolj mat, da se res nič ne svetaš, pa v bistvu vse lepo se potem tako zelo poveže. Do konca tegale make-up tutoriala. Tako, s podlago sem obsedena, brez heca. Tok lepa polt je izpadla. Dejansko zgleda, da bi čez cel obraz imela nek Photoshop, ker se je toliko v bistvu lepo zlila tale, ki pa je tekoča podlaga. Tako čist nadcene svet, toliko se je lepo zlila. Mene je sezura, ta podlaga je majka, prisežam. Jaz se bom definitivno uporabljala zdaj po zimi, ker ne vem, kaj sem imela nazadnje toliko lepo polt. Ker so me te izdelki res navdušili, naslednji teden prihaja tudi ena nagradna igra na mojem Instagram profilu, tako da če mi še ne slediš, mi pejt, ker bo zdaj v mesecu novembru in decembru ful lučno in ful veselo, tako da ja, pejt čekirati me. Tudi sicer se v mojem življenju zdaj noro veliko dogaja. Vsem vas bom updatala, bom naredila verjetno kar naslednji video že. Ne bom zdaj še nič razkrila, ker nočem prehitevati, ampak če me poznaš, če me spremljaš zdaj že zadnje 2 leti, ti je mogoče malo jasno, o čem govorim. Če želiš, lahko tudi ugibaš, ampak ja, se veliko dogaja, tak en dober občutek me spremlja pri vsem tem. Ja, sem vesela. Tako da, ne se pozabiti naročiti na moj kanal, da boš obveščena, zakaj se gre, če mogoče ne veš. Ne mi pozabiti torej slediti na Instagramu in to je to. Je gre zdaj vse to pospraviti in do naslednjič. Čau!